Spoštovani, po dolgih tednih omejevanj gibanja in številnih aktivnosti javnega življenja smo prišli do pomembnega obrata. Podatki pristojnih institucij kažejo, da se je število aktivno okuženih ter obolelih s koronavirusom v Sloveniji zmanjšalo do stopnje, ki omogoča sprejem načrta postopne odprave omejitev za predvidljivo prihodnost. Na podlagi predlogov zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje je tako vlada danes sprejela načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja ter zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Nekateri datumi v načrtu so fiksni, drugi so lahko zaradi situacije same lahko zgolj okvirni. Tako se že z jutrišnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka dalje pa sledi postopen zagon številnih aktivnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju izdanih navodil zdravstvene stroke. Zborovanja in druge množične prireditve ter velika športna tekmovanja ne v Sloveniji, ne drugod po Evropi zelo verjetno ne bodo možna vse do odkritja in splošne uporabe cepiva ali zdravila za COVID-19. Podrobnejši načrt postopnega sproščanja omejitev bo podrobneje predstavljen jutri. Zdaj, ob tej pomembni etapni zmagi v boju z epidemijo se predvsem zahvaljujem vsem vam, spoštovani rojaki, ki ste z upoštevanjem navodil in omejitev preprečili širjenje virusa. Slovenija je tako po vaši zaslugi med vsemi sosedami žariščne države Italije najuspešnejša. Še bistveno bolj pomembno pa je, da ste s svojim odgovornim ravnanjem preprečili na stotine smrti kot posledico COVID-19 in zlom zdravstvenega sistema, ki bi lahko tem žrtvam dodal še tisoče drugih zaradi nemožnosti zdravljenja mnogih ostalih bolezni ali poškodb. Samo v našo sosednjo državo poglejmo in bomo videli, kaj nam je dejansko grozilo. Ker pa epidemija še ni premagana, vas prosim za odgovorno ravnanje tudi v prihodnjih dneh in tednih. Samo ob doslednem upoštevanju navodil zdravstvene stroke pri našem ravnanju in obnašanju bomo lahko število okužb zadržali na tako nizki ravni, da se bomo lahko izognili novim izbruhom epidemije in ponovnim omejitvam. Skupaj skušajmo vplivati tudi na tisto peščico nerazumnih zanikovalcev virusa, ki s svojim neodgovornim obnašanjem ogrožajo vaše zdravje in življenja. Pozivam tudi pristojne institucije, da v skladu s svojimi pooblastili dosledno preprečujejo ogrožanje zdravja in splošne varnosti. Slovenija je trenutno med najuspešnejšimi državami v boju z epidemijo, po vaši zaslugi. Zaradi hitre priprave obeh protikorona zakonskih paketov, tudi med gospodarsko in socialno manj prizadetimi. Nadaljujmo po tej poti. Hvala in ostanite zdravi.